Živjo, dopusta je konec in kaj je bilo treba najprej narediti? Iti v trgovino, nimam nič doma, tako da moram par stvari nabaviti. Oziroma kar mogoče malo več, ker predno sem se odpravila na dopust, sem vse stvari porabila, tako da zdaj res nimam niti tistih, bom rekla, osnovnih reči za vzeti v roke. Gremo. Banane so kar drage, ampak so zelo lepe, tako da jih bom vseeno vzela. Barila, vse po 1 evro. Zdaj sem samo metala tisto, kar vem, da 100% rabim. Zdaj moram pa še seznam malo pogledati. Tako, v glavnem sem kupila vse, zdaj grem pa na blagajno. Zdaj vam bom prav na hitro pokazala, kaj sem kupila. Se pravi, mleko 6 litrov, 6 kil soli za pomivalni stroj, potem dvojne vlažilne robčke, nekaj sadja, jabolka, banane. Tukaj potem imamo solato, čebulo, paradižnik. Potem so 3 zobne paste, te vatke za make-up, za čiščenje, pršut, salama, potem te polpete oziroma te mesne kroglice, jajca, smetano za kuhanje, potem te sveže testenine, imam zelo rada, pa še pač navadne testenine, no, orehe. To še nisem nikoli kupila, ne vem, kakšno bo. Ma zagotovo ne bo slabo. To imam za vnukinjo. No, to še potem malo zagrickati. Aha, to sem pa, te palčke sem pa vzela, da bom gor ta pršut navila in potem pride zelo dobro. Vam bom pokazala. No, še te palčke, to je pa za šport, ste videli, cena je pa zelo ugodna. No, in za vse to sem plačala 103 evre, kar se mi je zdelo kar v redu. Glede na to, da sem imela poln voziček, se mi je zdelo, da bom plačala tam 150, 170, ne vem. Saj nimaš niti več občutka, koliko vse te stvari stanejo. Tako da sem bila kar zadovoljna. Bom še šla. Zdaj vam bom pa pokazala še nekaj utrinkov z dopusta. Seveda si nismo pogledali samo center Rogaške Slatine, ampak smo se šli pogledati še tudi marsikaj drugega.
Ta muzej na prostem je zelo lepo urejen, imaš precej za videti, hiše so odprte, tako da greš lahko tudi notri po hišah pogledati, kako so včasih živeli, kakšno postavitev so imeli, kaj so uporabljali za kuharijo, s čim so se ukvarjali, razne hobije in pa seveda tiste vse obvezne stvari, ki jih pač rabiš za življenje in ki so bile takrat tudi dostopne. Vstopnina v ta muzej na prostem je bila 4 evre za upokojence in pa 5 evrov vredna cena. In se mi zdi primerna cena, ker je res zelo lepo urejeno in vredno tega denarja in se splača prist pogledati. In je prav zanimivo, kako ohranjajo pač ta del zgodovine, kakršnakoli je že bila. No, po poti domov smo se ustavili pa še v trgovini Marja, pa vam bom pokazala, kaj sem si kupila. Kupila sem si eno tako majico, malo daljšo, pa tudi te rokavi so malo krajši. Sicer črne barve, ampak bom kombinirala s kakšno ogrlico, pa bo. Potem sem si kupila to zeleno majico s kratkimi rokavi. Mi je bil všeč ta vzorček. Potem nekaj moškega spodnjega perila sem vzela. In ja, to je to. Za vse te stvari, ki sem jih zdaj pokazala, no pa še ena otroška bluzca je bila zraven, sem dala 105 evrov, ker se mi je zdela zelo ugodna cena. Gre pa to za pravi bombaž. In kar pomeni, da se bojo vse te stvari tudi skrčile. In sicer se krči 6%, kar je kar velik. Je pa ja, zelo en tak fajn in tak prijeten občutek, pač ta material, ta bombaž. Čist nekaj drugega, kakor kadar daš nase neko sintetiko. Takole nas je pa za dobro jutro presenetil lastnik tega apartmaja, pa nam prinesel eno sladico. Tako da nič ne bomo hujšali. Ja, med, orehi, smetana, biskvit, odlično. Malo smo pohajali, malo smo zapravljali. To je to, kar je bilo na dopustu. Hitro mine, sploh če je lepo. Sem šla takoj po dopustu na eno kolesarjenje in se nisem mogla upreti, da ne posnamem teh ptic selivk, kako se zbirajo, kličejo. Ja, nekako sem si danes zamislila, da grem en krog tako za svojo dušo, ampak glejte, kako ratajo trenutki, ki jih moram posneti in vam jih pokazati. Je pa tudi tako, vprašanje, ko bom jaz letos še kolesarila. Zdaj se bližajo taki hladni dnevi, pa deževni predvsem. Oktober je tukaj in bom videla, če bo kak lep sončen dan, bom zagotovo še šla. Če ne, bom pa bolj počivala, pa šla na kak sprehod. Že zdaj je recimo 19 stopinj, ampak okej, zdaj je še super. Jaz sicer tiste rokavčke pa dolge rokave imam, ampak me pol v noge zazebe, pa tavžent problemov imam. Čin, čin. Tako, dobrih 40 km sem naredila. Super. To bi bilo za ta tedenski vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!